No, od vseh barv in nijans pa k številnim odtenkom le ene barve, in sicer sive. V majhnem, a markantnem stanovanju, zasnovanem za samskega moškega, jih je občudovala in morda tudi preštela kolegica Anja Prusnik. Vas zanima, kako izgleda malo domovanje mladega poslovneža? Meni se zdi kar malo filmsko, minimalistično, sofisticirano, umirjenih barv in supermoderno. Na kateri film nas spominja, pa bomo skupaj zagotovo ugotovili. Adam in Vid, lepo pozdravljena. Pozdravljena. Adam, vi zagotovo, če kdo, pa vi zagotovo razumete, kako bi rad živel mlad poslovnež. Ja, glede na to, da sem sam kar nekaj časa živel sam, približno vem, kaj si človek pri njegovih letih želi. Bom pa rekel, da je tudi veliko želja sam izrazil, že pred začetkom samega projektiranja je nekaj vodila glede tega, da bi rad imel malo bolj fancy, malo bolj, bi rekel tako, malo bolj moški den, kako bi se temu rekli. Tak man cave. Tako, man cave, ja. Okay. Na tak način. No. Ni bilo rečeno od začetka, da je to stanovanje za neko mlado družino, ampak predvsem za njega samega, za enkrat. Okay. Se pravi, to je bilo že od začetka jasno, to ste dali vedeti. Ja, imel sem sicer kratek spisek želja, ampak to so bile dosti specifične. Pokazal sem Adamu par primerov stanovanj, ki so mi bila všeč. Želel sem si ločen kavč, ločeno posteljo, želel sem si veliko kopalnico, velik tuš, pa smo potem skupaj uresničili to. Lahko opazimo veliko shranjevalnih površin. Zdaj predvidevam, se da to stanovanje potem zelo hitro pospraviti. Čistilni servis. Čistilni servis, okej. Čistilni servis. Ja, potem ne pospravljaš sam? Se tudi pospravlja, no? Pa na srečo, ja. Shranjevalnih površin je še prek zadost, sploh zdaj, ker sem še sam. Ker stanovanje ima v bistvu manjše kvadrature, gre za garsonjero. 35 kvadratov. Ja, vam pa je uspelo, da kljub temu deluje zelo prostorno, zelo zračno. Kakšne elemente ste še uporabili, da ste to dosegli, recimo? Kakšne elemente? Predvsem čim več zaprtih površin, ne? Čim več enih vgradnih elementov, vsak vogal smo ponucali za v bistvu shranjevalno površino. Ne? Določene stvari smo mogli tudi premakniti, tudi klimatske naprave je bilo recimo na steni, kjer pol nismo mogli omare prestaviti, tako smo tudi klimatsko napravo prestavili. Na koncu je bil v bistvu tudi izziv, ker je Vid želel imeti kabinet. Se pravi, smo naredili omaro, kjer ima pospravljen računalnik, lahko si tudi izvleče veliko mizo ven, za tipkovnico, miško in tako naprej. In nam je zmanjkalo prostora za televizijo. Tako da smo v bistvu vse skupaj rešili z enim integriranim sistemom, kar pomeni, da se z enim pritiskom odpre platno, projektor in ozvočenje integrirano v stropu, v tleh, oziroma je woofer posebej in tako naprej. Tako da je tudi muzika zelo, zelo huda. Torej, obilo filmskih večerov, žurk, ja? Točno tako. Super, vsak petek. Kaj pa sivina? V stanovanju je ogromno sive barve, vseh odtenkov. Morda spominja tudi na kakšen film s podobnim naslovom? Nimam pojma. Ne, ja? Jaz se vzdržim. Okay. Vid, ko ste vi kupili to stanovanje, je bil tloris sprva precej drugačen, kot je ta zdaj. Ja, bil je precej drugačen. Mišljena so bila najprej tu vrata, še 3 vrat, zaprt prostor. Stanovanje ima celka 36 kvadratov. To je bilo vse sprva mišljeno ločeno, majhna kuhinja, majhen tuš v kopalnici. Ko smo prvič to videli, smo rekli takoj, da se odstranijo vse stene, predelne, vsa vrata ven pomečejo, da smo čim bolj odprli prostor. Potem pa prosili Adama za pomoč. Tako, in Adam je vskočil in naredil. Tako, v bistvu vse, kar si Vid želel. V glavnem, povečali smo tuš, kar je bila mišljena tuš kabina 80 na 80 cm, tako da smo v bistvu odstranili keramiko, naredili večjo kadico od stene do stene, tako da je zdaj tuš, jaz mislim, da 173 na 80, velik tuš. V bistvu vse, kar nam je ostalo v stanovanju, je ta centralni steber. Centralni steber je bil v obliki črke U. Ven so skrili 2 omarici za talno gretje in garderobno omaro. Fronte omare so oblečene v dimljena ogledala, ki kubus optično pomanjšajo, po drugi strani pa ogledala prostor optično povečajo, ker reflektirajo svetlobo. Podoben učinek imajo tudi sivo-modre 4D ploščice, ki so jih uporabili v kuhinji.
Spalni del oziroma postelja je od preostalega prostora ločena z drsnimi steklenimi vrati, tako da se ta spalni del, kadar je v kuhinji akcija, vsaj malce loči. Zelo markanten dodatek prostoru je tudi zanimiva urbana tapeta za kavčem. Vid, vaša želja je bila tudi, da imate veliko kuhinjo, zato ker veliko kuhate ali kakšna druga stvar v ozadju? Rad si kuham, rad si kaj spečem. Tako da, ja, to je bila ena od mojih želj, da imam prostor, kjer si lahko v miru pa za vso opremo pripravim stvari, pripravim kosilo. Tudi veliko delam od doma, tako da potem prav pride. V bistvu tako bom rekel, no, pri samem projektiranju smo zamislili tako, da v bistvu lahko določen del kuhinje uporabimo tudi za druge zadeve, a ne? Ampak bom rekel tako, kdorkoli kuha, ve, da je najhujše od vsega, če nimaš delovne površine. Je boljše, da nimaš kuhinje, kakor da imaš premejhno, štorasto kuhinjo, še posebej, če karkoli kuhaš, a ne? Ni to samo, da boš si zdaj kavo pogrel, ampak da karkoli skuhaš, rabaš konkretno kuhinjo. In zdaj ta del, bi rekel, razen za neke shranjevalne omare, nismo mogli ponuditi in smo boljše naredili malo večjo kuhinjo in jaz mislim, da je top. Vid, pred koliko časa ste se preselili v to stanovanje? V stanovanju sem zdaj slabe 3 mesece. Torej, vselitvena žurka je že bila, še bo? Še bo, Ja, bom povabljena? lahko danes. Okay, super. Nadaljujemo. Nadaljujemo. Odlično.